En prav lep pozdrav, nekaj časa nisem snemala, ampak novosti je toliko, da vsak dan v bistvu že težko spremljaš zadeve. Je pa fajn, ker se veliko stvari dogaja in pa grejo stvari naprej. Zelo pozitivno, zelo v redu. Bi opozorila danes v bistvu najprej na to, da danes smo 29. april. Dvakrat se je že jen sesul, jen je pač fiat valuta, a ne. In poglejte si, kaj to pomeni, kaj se dogaja, v bistvu težave so, zakaj se to, jaz ne bom o tem razlagala, nisem ekspert, ampak sem se poglobila v te fiat zadeve in ni prav v redu vse skupaj, a ne. In pač dolar, če boste pogledali, boste videli, da je že skorajda dohitel evro. In moje osebno mišljenje je, da je dolar povozil jen in da se bo to zgodilo slej ko prej tudi z drugimi valutami, fiat valutami. Tako da samo v razmislek, tukaj ni nobenega finančnega nasveta, nisem finančni svetovalec, samo opozarjam na stvari, ki se dogajajo dejansko, realno, pa pazite na informacije. Informacije so večinoma lažne in pa tudi nekateri ne vejo dosti o teh stvareh in ponavljajo za drugimi in ponavljajo stvari, ki niso resnične in niso v redu. Res bodite previdni, če hočete obdržati finance, če to, kar zaslužite, da ne gre nekam, a ne, pa če hočete imeti v prihodnosti pokojnino in neko trdno finančno varnost, a ne. Varnost je, vem, za mene je to res ena pomembna stvar, da ko greš nekam kupiti nekaj, če želiš kupiti, da ne gledaš na vsak evro, da a si lahko privoščiš to, a si ne moreš tega privoščiti, pa tudi, da meni ni všeč, no, da imajo drugi nadzor nad mano, kaj moram početi v življenju, ker jaz to dobro vem, odlično se zavedam, kaj moram narediti za svoje zdravje, ker sem ga sama morala urediti brez pomoči uradne medicine, ki je odpovedala. In tudi finance sama urejam, se učim tega že nekaj let in ni lahko, za začetnika ni lahko, ker nimamo nobene osnove, tega nas v šolah ne učijo, podjetništva nas ne učijo. In ne želim pa tudi več živeti tako, da me je strah v bistvu za finance, da me je strah za pokojnino. Tega ne želim več. Zato sem vzela stvari v svoje roke in predlagam, da se vi tudi sami lotite teh stvari in preverite iz več možnih zornih kotov. Jaz bom danes bomo šli čez nove projekte in preko poljšče in testne mreže, zato da vidite, kaj je novega in kakšni projekti so gor, kaj se dogaja, mogoče boste dobili v stvari malo več zaupanja tudi. Zdaj, zakaj se s tem ukvarjam? Ker sem ugotovila, da je decentraliziran sistem za mene edini sprejemljiv, ker imam jaz ključe v svojih rokah in sem jaz lastna banka. In to bomo tudi zdaj videli. In to je čisto legalno, čisto v redu. Prvi decentraliziran depozit časa je HEX sistem. In depozit poznate vsi. Vsi veste, da če greste na banko, lahko položite denar gor in imate depozit na toliko in toliko časa, se odločite, več časa, ko ga imate gor, pa večji znesek, kot je, večje imate obresti. Vendar v navadnih bankah, ki jih mi poznamo v tem sistemu, v katerem ta trenutek še večina ljudi verjame v ta sistem, pojdite na banko, pa boste videli sami. Kaj se bo, ali ne boste kreditno sposobni, ali pa ne boste nič dobili čez čas, ali pa boste mogli še kaj plačati. Dobesedno.
a ne. Ali pa se lahko zgodi, kar smo tudi videli že v mojih prejšnjih videih, poglejte, a ne. MetaMask, Kraken, tudi Binance recimo, se lahko zgodi, da ne dobite dol več denarja. Denarja pač enostavno ni, ker imajo vaše ključe, ker so to centralizirani sistemi, enostavno rečejo, ali da ga ni več, ali da ga nimajo, ali da ga ne morejo dati, ali pa ne vem, da je nekdo nekaj prepovedal, ali pa da jim niste všeč. To so pač taki klasični razlogi, zakaj vi lastnega denarja ne morete več dobiti, s tem, da opozarjam, da mi nismo lastniki evra, mi nismo lastniki dolarja, lastniki so drugi ljudje in zato mi plačujemo davke in vse ostale stvari, vse nagrade od inflacije in vseh teh zadev gre definitivno lastnikom, a ne. In to je razlika med fiat sistemom in pa med sistemom HEX, kjer smo pa mi lastniki in mi dobimo, v bistvu tisti, ki vlagamo, dobimo nagrade, a ne. Zdaj o teh nagradah realnih sem že govorila in pa tudi konec leta bom dosti o tem posnela, ker se je dosti ljudi odločilo, in sem jim pomagala, da so naredili depozite na HEX sistemu in bodo rezultati, a ne, tako da bom rezultate objavila in boste tudi vsi ostali, ki se za to niste odločili, videli, kako stvar deluje. Vas pa ne napeljujem na to, vas ne nagovarjam, da vlagajte v to, samo želim, da imate res ta prave informacije, da se lahko pravilno odločite, a ne. Če se boste odločili hraniti denar v evrih, super, če se boste odločili hraniti denar v dolarjih, še bolj super, če boste se odločili kupiti zlato, v redu, če boste se odločili kupiti zemljo, nepremičnine, vso srečo. Zdaj trenutno, če boste pa vložili v HEX, vam pa čestitam, in zadeva pač deluje. Zdaj bi pa jaz sharala tale screen, delila bom zaslon, pardon, čisto angleško govorim, delila bom zaslon in umaknila sebe dol, zaradi tega, da takole, sebe bom umaknila dol, samo malo, samo zaradi tega, da bomo lahko, da boste lahko lažje videli. Trenutek, samo da tole kamarico izklopim, drugače imam pol težave. No, eno sekundico še. Takole. Tako, zrihtano. Okej, najprej HEXNoob, tole smo že videli, vse to bom dala v opis spodaj v video, poglejte si ves ga, ker bom res zanimive stvari vam danes povedala. Torej, tukajle imamo tale HEXNoob, tukaj na tej spletni strani hexnoob.com lahko pogledate vse v zvezi s HEX sistemom, tudi moje videe si pogledate, ker v slovenščini razlagam te stvari, kako in kaj. Za pretvorbo fiat valut oziroma za pretvorbo kriptovalut imate tukaj OneInch, Matcha in pa še tegale Uniswapa. To so vse decentralizirane borze, kjer vam pač vzamejo nekaj provizije in pa nimajo ključev nad vašimi transakcijami, to je v redu. Jaz največ uporabljam tole Matcho, ker je kar poceni, no, pač dosti ugodna, zelo ugodna, za hekse kupiti je kar fajn, a ne. Tukaj lahko položite gor hekse, če uporabite MetaMask kot bridge in pa najbolj priporočam Ledger Nano S. S zaradi tega, ker je cenejši in pa čisto zadosti zmogljiv za pač navadnega uporabnika. Če ste pa programer, če imate ogromne vsote denarja, potem pa in kriptovalut, potem pa Nano večji, mislim, da je en, pa še večji so Ledgerji, a ne, tisti so pa malo dražji.
Ampak prva stvar v bistvu v financah je varnost, a ne, pač o tem bomo čisto posebej enkrat govorili, bom naredila pravzaprav v živo, da boste lahko spraševali, zaradi tega, ker ne vem, kaj vas zanima. Jaz bom veliko stvari povedala, predvsem kako lahko izgubite denar, a ne, zaradi tega, da ga ne boste. Staker app sem preizkusila, to je odlična aplikacija, je na telefonu, dela preko GnosiSafea, kar je nekaj najbolj varnega na tem planetu. Zaenkrat, a ne, pač ker kripto je še vedno v povojih, digitalni svet je še vedno v povojih, razvija se in Staker app se tudi razvija. Malo imamo težav v bistvu z nekaterimi projekti preko Staker appa. Malo komplicirano je kakšne stvari dol dobiti, ampak nič hudega. To se da, a ne, pač posnamem tudi več ali manj videe, če pa kdo kaj res posebej želi, dajte mi pisati, sledite mi in bom posnela pač točno tak video, ko ga želite, a ne. Tukaj imate razne statistike, da si sami pogledate. Te statistike so pravilne, boljše kakor na Nomixu ali pa CoinGecko, kjer so lažni podatki, lažni grafi in ljudi zavajajo, zato da ljudje pač določene valute kupujejo, ker mislijo, da tisto gre gor, pa v resnici niti ne, a ne. Zato bi tukaj recimo zelo bi vas opozorila pred Bitcoinom in pa tudi pred Ethereumom. Jaz ne vlagam v ta dva kovanca in se mi ne zdita varna. Ja, preračunati si lahko sami. Zdaj MetaMask sem posnela, pač to je zelo nevarna denarnica in jo morate znati uporabljati, da je v redu, se pravi, uporabite jo samo kot bridge, to ne pozabiti, se pravi kot most, evo, še veliko več drugih stvari, no, to sem rekla, Nomics, CoinPaprika in tako. Tukaj v bistvu imate dosti lažnih podatkov, morate paziti, kaj v bistvu verjamete in to je to. Gremo naprej. Naslednja stvar, FreePulse. FreePulse v bistvu, glejte, koliko sem že zadela, a ne. Tole bo delovalo isto na omrežju, ko bo PulseChain omrežje lansirano. Poglejte si moje video o tem, kaj to je. Na PulseChain omrežju bo Hex po ta novem v bistvu deloval. Zapustil bo Ethereum omrežje, saj Hex bo deloval še naprej na Ethereum omrežju, to nič se bati. Bom pa tudi posnela v bistvu pač, kaj pomeni razlika med Ethereum Hexom in pa med PulseChain Hexom, a ne. To še, ta video nas še čaka. Zdaj tukaj lahko dobite tisti, ki niste nič vlagali v bistvu v žrtvovanja, tudi to sem posnela video, napisala članek, kaj žrtvovanje je. Če niste nič žrtvovali, ne boste dobili pulsov, na začetku se jih ne bo dalo kupiti, ampak greste lahko na tole spletno stran in se z MetaMaskom prijavite gor. MetaMask uporabite, prosim, kot bridge, kot most in vežite na Ledger, a ne, vežite na Ledger. Zdaj za test jaz ne uporabljam Ledgerja, ker mi ga je škoda, to je testno, vse, kar delam zdajle, je testno. Kar boste videli, to so vse testni kovanci. Na žalost, to niso realni kovanci, bi jih imela že zdajle ful veliko. Okej, preverijo me, da nisem bot, da sem človek. Kliknemo in potem se te številke zavrtijo. Zdajle sem dobila, evo, tukaj spodaj piše, kakšna nagrada, enega sem dobila, evo, enega. Drugače sem dobila včeraj tudi tole sem dobila 7,000, takole, evo. Dobro, in potem, zdaj opozarjam vas, jaz sem tole malo igrala, tele igrice. Te igrice so zelo zasvojljive, prav zasvojijo lahko, a ne. Vi lahko s temi igricami kar veliko zaslužite, morate pa precej imeti depozita, vsaj 100 tehle pulsov morate imeti, da stavite, a ne, in potem igrate in če zadenete, dobite lahko kar dosti pulsov, če pa izgubite vse, a ne, lahko. Tako da to, jaz sem kar precej izgubila, nekaj sem pa dobila, zdaj pač te stvari so vedno tako narejene, da
hiša dobi, tako da ne priporočam igranja na srečo. Ampak vedno tole, kar sem jaz naredila, to dobite zastonj, enega ali več, in potem si snamete to na MetaMask denarnico oziroma Ledger. Jaz bom zdaj na MetaMask, ker je to moja testna denarnica. Tukaj bom rekla, da mi čisto vse dol, tako da bom imela čim več potrdimo. In tako, klele zdaj ničla in na MetaMask denarnici imam zdaj več. Če gremo naprej, tukajle, tole sem že zadnjič smo delali, zdaj malo sem se igrala še s temle, to je testno, zato piše sample only, to je na testni mreži Pulse Chain, vse deluje odlično. Takole, če pogledate en zastavek kle spodaj, sem ga dala na 15 let, in če vidite, je 0 heksov. Kaj to pomeni? Jaz sem dala gor 12 heksov, glavnico, in sem dala na 15 let in sem preizkusila, ker jaz si tega v realnem življenju ne upam preizkusiti in se bi zgodilo točno to v realnem življenju, kakor se mi je zgodilo tukaj na testni mreži, kjer mi seveda ni škoda kovancev, ker so testni in dobim jih zastonj in potem, ko bo testna mreža zaključena, jih bojo tudi zbrisali. Dajte probati, pač zdajle dajte probati, zdajle se dajte naučiti, jaz se kar lovim kakšne stvari, ampak potem, ko znam in ko bo realna mreža začela delovati, bom znala, bom med prvimi in bom lahko kar dosti zaslužila, če bom hotela, Ker pač to je dejansko heks in pušča in to sta vaša banka in vi lahko delate, kar hočete s to banko, imate sami svoje ključe, Nihče vam ne bo noter skakal. Zdaj, kaj sem naredila? Na 15 let sem dala in sem zaključila, tako zaključi zastavek. In se je zgodilo to, da me je KODA kaznovala, plačala sem penale, zato ker sem predhodno zaključila ta zastavek in mi je seveda vse pobrali dol, kar sem pač vložila, sem vse izgubila. To je toliko, da veste. Zdaj tole, kar je z rdečo, pomeni, da še zastavek ni zaključen. Tukaj imate vse podatke, kdaj bo, se pravi 881. dan, zdaj smo 879. dan. Heks šteje svoj koledar. Heks ima svoj koledar. Tukaj, če greste z miško gor, pa dobite seveda tudi pretvorbo v ta gregorijanski koledar, ki ga še vedno uporabljamo že 2000 pa še nekaj let. V glavnem, tale črni zaključi zastavek pa pomeni 79, to je ravno danes, evo, tako, ravno danes ga moram zaključiti, pa če sem, tole sem dala gor, glavnico 5 heksov, sem dala gor, tole je moj zaslužek in vse skupaj, 5,737 in bom dobila nazaj 5,742 heksov. In zdaj zdaj tale računovodski zaključek, zdaj tole vam samo prestavite, v bistvu se vam, v 14 dneh morate namreč tale zastavek končati, 14 dni imate časa, ker potem vam sama KODA po nekaj procentov jemlje, po 1%, tako da 5 mesecev traja, da vam izkrvavi tale vsota, če ne zaključite. To je pač zato, da se vi brigate za svoje finance. Če nimate časa ali karkoli, pa vidite, da ne boste mogli, lahko kliknete računovodski zaključek, kar pomeni, da boste zadevo prestavili za nekaj mesecev lahko in se bo zamrznil ta zastavek, zamrznil se bo depozit in vam ne bo nič KODA jemala dol oziroma pač nobenih kazni ne boste plačevala, Ampak po 5 mesecih pa to morate narediti, morate zaključiti zastavek, drugače vseeno, v bistvu vam sistem zadevo zaključi, ker
ker drugače to povzroča inflacijo, ne. Sistemu povzroča inflacijo, inflacija bi bila previsoka in bi sistem izgubljal, Higgs bi izgubljal na vrednosti in sistem sam bi izgubljal na vrednosti, tega pa pač matematična koda v Higgsu ne dovoljuje in to je super. Ker če lahko kakšen človek recimo umre, a ne, pač nihče nima ključev od tega človeka, nihče ne bo tega zastavka zaključil in ga sistem zaključi in razdeli tale znesek, razdeli, ker recimo tudi teh mojih 12 heksov, tukaj je sistem razdelil na celo mrežo, a ne. Pač ta kazen, ki sem jo jaz plačala, 12 heksov, je pobrala komplet mreža, tisti, ki so tisti trenutek stakali, tudi jaz sem dobila, ne, te dva stejka, te dva vložka sta tudi dobila tole moja kazen pač v proporcionalni, mislim pač vsak heks dobi. Okej, mi bomo zaključili zastavek, kaj se zgodi, MetaMask se odpre. Še enkrat poudarjam, MetaMask dajte povezati z Ledgerjem in delajte vse na Ledgerju. Nikoli ne delati, da bi imeli prav v MetaMasku. Jaz to delam ta trenutek v MetaMasku samo zato, da ne kompliciram, pa mi je škoda tudi Ledgerja, ne. Okej, se pravi, tukajle je fi, tole je v glavnem zelo, zelo majhen znesek, nekaj stotink ali pa tisočink centa v bistvu se plača na tej mreži izjemno, jaz sploh ne gledam več na transakcije, koliko so, ne. Na Ethereum omrežju to katastrofalno veliko, niha med 20 pa $200 ali pa več za eno transakcijo. Tukajle pa je transakcija zelo, zelo majhna, a ne. Tako da zdaj malo počakamo, na Ethereum omrežju to grozno veliko časa traja, da se zadeva sprovede. Po mojem se tole lahko gremo MetaMask pogledat, mogli bi se, če osvežim z F5, včasih je treba kar osvežiti. Osvežiti monitor, da se potem vidijo spremembe, to se probajte navaditi, ja, res je, v bistvu morala sem samo osvežiti monitor in medtem ko na Ethereum omrežju mi niti to ni pomagalo, sem imela problem, ki ga nisem mogla rešiti in je denar skinil. Ne iz tega dol, ne iz Hexa, ampak iz MetaMaska. Na žalost sem imela takrat v MetaMasku, tega nisem vedela, da ne smem in evo, denar je skinil dol, žal. Tako, zdaj imam 2 zaključena zastavka, tega sem izgubila, imam ničlo in tega imam 5,742. Torej, sistem deluje. In jaz sem to naredila sama. To je moja banka. To v bistvu tukaj ni zadaj nobenega človeka. Računalnik je potrdil mojo transakcijo in to je to. In tule ni v bistvu nobenih posrednikov vmes. Na puščajem omrežju je pa še celo tako, da ni vmes nobenih rudarjev. To pomeni, jaz mislim, da so meni zagodali rudarji ali pa lastniki MetaMask denarnice, lastnik je pa zdaj večinski je JP Morgan banka. Tako da žal, grozno, ampak je tako. Dobro, na puščajem omrežju, če še niste preverili, dajte preveriti tale pushchain sacrifice checker na pushchainu, a ne. Tukaj noter vnesete svojo denarnico, jaz sem kar tole iz tega MetaMaska, imam ničle zaradi tega, ker seveda je to, nisem iz tukaj žrtvovala, a ne, ampak iz nekje drugje, a ne. Če pogrešate, če ste 3-krat, 4-krat, 10-krat preverite, da je res ta pravi naslov vaše denarnice, potem pa kliknite tale gumbek, če nekaj ni
v redu in bojo del, se pravi programerji, reševali vaš problem in tudi rešijo. Na Hex omrežju so programerji dejansko prostovoljci, ampak se lahko zaneseš na njih. Definitivno. Dobro, gremo naprej. Naslednja stvar. Naslednja stvar je... Testni pulsi, jih lahko dobite na VZ, ne vem, kako se to izgovori, VZ2B. Tukaj lahko, se pravi, noter date svojo denarnico, jaz vam zdaj tale testni MetaMask, request, in vam pošljajo 10 testnih puščeno. Dajte čim prej probati. Jaz mislim, da bo puščen sredi maja, da se bo lansiral. Covid čakamo, smo že nastrtni, ampak po eni strani pa še boljše, ker zbiramo denar, zaradi tega, da lahko vlagamo. V bistvu na začetku bo fajn vložiti v določene stvari, da potem dobiš res visoke donose. No, sej tole bom jaz, tole vam bom jaz dejansko vam bom, ko bom tole zmanjšala. Takole. Ali me moti, ker ne vidim gor na vrh, no, zdaj pa bo lažje. Tako, naslednja reč, ki jo bomo pogledali, puščen bridge, recimo tole sem delala toliko, da vidite. Bomo ga tudi probali, bomo ga preizkusili. Takole puščen bridge deluje. To je bridge med Ethereum omrežjem, most med Ethereum omrežjem in med puščenom. Gre v obe smeri, na žalost, na tem Ringby v bistvu je testno omrežje od Ethereuma, ful slabo stvari delajo, grozno slabo, in sem pošiljala tja tudi testne PLS-je in pa Hex, ampak ne vidim v bistvu v MetaMasku, tudi nikjer ne dobim pač pogodb za te kovance, za testno mrežo Ringby, da bi jih lahko videla v MetaMasku. Tako da ne moram čisto 100% testirati v eno pa v drugo smer. Medtem ko če iz Ringby, se pravi iz Ethereum omrežja prenesete na puščen, se pa vse zgodi avtomatsko. Dejansko je narejen, če lahko rečem eno zelo grdo slovensko besedo, trotl ziher, se pravi za neumne, in za take nube, začetnike, ki nič ne vedo, v bistvu je narejeno zelo varno. Vam bom pokazala. Evo, to so moje transakcije. Transakcije lahko vidite kadarkoli tukaj na mostu. Če gremo naprej. Stejkov še vedno. To so v bistvu puščen, se bo dal puls kovanc, se bo dal stejkati. Se pravi, to pomeni, da boste lahko izbrali tukajle validatorja kliknemo validator list. David Feder je prvi. David Feder je zelo znan, on je validator, ima svoj YouTube kanal in nas uči marsikaj, v bistvu njega je fajn slediti. In večino ljudi seveda se odloča za njega. Tole je pa zame presenečenje, Hodl Dog. Hodl Dog je tudi eden takih odličnih ljudi v bistvu v Hex community. In potem so pa drugi, ki nimajo imen. Prav, nič hudega. V glavnem, jaz jih vedno več odkrivam. Zdaj, dajmo probati v bistvu. Dajmo Hodl Doga. Kliknemo gor. Tukaj vidite pač vse podatke, koliko ljudi z njim dela. Se pravi, če vi date v tale bazenček, to ne pomeni, da boste premaknili svoje denarnice. Vi boste samo zaklenili v svoji Ledger denarnici, če boste s tem validatorjem delali. In ta validator bo zaradi tega imel večji bazen. In
on vam dejansko potem da nazaj rewards, to so nagrade. In evo, on jih je že kar nekaj razdelil med ljudi, ki stejkajo pri njemu, ne. Da bomo probali, jaz sem imela prej, lahko pogledamo na MetaMasku, nič, se bom videla. Jaz sem imela prej premalo tehle pulsov. Če hočete to narediti, morate imeti kar dosti pulsa, sem ugotovila. Zdaj, da vidimo, neki znesek bom vnesla, pa bomo videli, kaj bo napisal. Moram jih imeti, okej, to sploh ne znam prebrati. 36.000. Koliko jih imam jaz? Moram iti pogledati v MetaMask. 613.000, pokaži MetaMask. 14.000, ja, kje nimam dosti. Ni variante. Ni variante, a ne. Poglej, za Davida Federja po mojemu rabimo, to samo veliki bojo lahko, vidim, da. Poglejmo, koliko bomo rabili pa za Davida Federja. Če hočemo najmanj, on pa sploh, a ne. Zato, ker se večina ljudi odloča za njega. Zdaj, če bi šli dol in ne vem, recimo Hex, Pulse Info, kliknemo. Ja, to sem zdaj nekaj na slepo. Tega po mojem, pri tem po mojem se dal pa hitreje not prideti. Koliko je to? 873, ne, tudi ne. Wow. No ja, okej, veliko pulsov bo treba imeti, da pač damo stejkati zadeve. Da se pa, ne. Da se pa, se pravi, škoda bi bila, če imate zelo veliko pulsov, tisti, ki ste žrtvovali, boste dobili res veliko pulsov. Že za, ne vem, pač $500, mislim, da jih je ene par milijonov. Boste lahko, seveda, če imaš par milijonov heksov, pulsov, boš seveda lahko dal, in če jih imaš na denarnici, pa če jih ne potrebuješ, zakaj ne bi to dal zraven, da je bolj likviden bazen in pa še zaslužiš. To so pasivni prihodki. Super, a ne? Dobro, zdaj pa Pulse Bridge. Pulse Bridge v bistvu, to je PulseX. Ne, to ni Pulse Bridge, pardon. To je Pulse, dajmo pogledati Pulse Bridge. Pulse Bridge, takole. Ja, tole je Pulse Bridge. Tole je zdaj, kakor vidite, med Ethereum pa med Pulse Chain omrežjem. Jaz bom to zamenjala, ker hočem zdaj bi že v MetaMasku, to je vse avtomatsko, to so tako dobro naredili, da jaz samo gledam, a ne. Ne rabiš nič se matrati, ne rabiš dosti vedeti, samo o varnosti se pa res pozanimajte, to morate nujno vedeti, pa finance kar dobro vsaj malo poznati, no. Evo, zdaj, testne pulse mi takoj prepozna. Testni pulsi, jaz bi rada, ne testne pulse, skaj moram zbrati, Ethereum, evo, takole. Ethereum, pojdimo pogledati, če lahko jaz še kaj Ethereuma dobim. To bom pa dobila tukajle. Ring by Faucet. Evo, moja denarnica, moram iti v MetaMask, klikniti tole gor, se pravi, moj naslov nazaj in pa prilepim naslov moje denarnice. To pa nujno vedno preverite, v bistvu, ko boste delali v živo, nujno začetek preverite, konec pa jaz še malo v sredini poškilam, da je prav, ker če naredite napako, se tega ne da več rešiti. Evo, ne bojo mi poslali zaradi tega, ker sem včeraj že pred 16 urami mi je napisal. Moram še malo počakati, nič hudega, pač nismo, malo manj bomo imeli. Gremo nazaj
na bridge. Takole. Nazaj na bridge. Torej, Ethereum, maksimalno Ethereuma, kakor ga ima, ne smem maksimalno, ne bo delal. Zakaj ne? Zaradi tega, ker Ethereum omrežje je grozno požrešno in zahteva kar visoke provizije, in vse, kar boste prenašali z Ethereum omrežja na Pushchain, bo zahtevalo dosti visoke provizije, ampak nekatere stvari se bojo splačale. Tako da bom jaz tale delček pobrisala, tako tale delček bomo pustili gor na denarnici, pa bom samo tole poslala, zato da bom imela dovolj denarja še za transakcijo. Drugače mi jo bo zavrnila, ne. Send, se ko boste sami delali, boste sami videli, ne. Pač, če vam bo zavrnil, pejte še enkrat, boste videli, ne. Evo, če bo bilo to res $500, da dobim zastonj, zakaj ne, ampak ni, ne. Nezadostna sredstva, kar pomeni $600. Koliko me bo koštal fee? 0,02, to je Ethereuma, to je veliko. To je grozno veliko. Evo, zdaj mi je zavrnil, moram narediti zavrni, oziroma pač ne bom šla skozi, ker imam še vedno premalo Ethereuma, grozno. Še enkrat, tole ugasnemo in 0,19 bomo poslali čez, pa da vidimo, kaj bo, če bo zadosti. Ne da se mi zdaj to preračunavati. Itak je samo testna, še vedno nimam. Ja, to je pa kar, takole, tole se dogaja na Ethereum omrežju in to mene kar, moram reči, tudi truja. Takole. Send. Če bomo še enkrat imeli zavrnjeno, moram pa preveriti, bo pa nekaj drugega verjetno narobe. Zdaj pa, ja ne, prav gas fee, ali ste videli? Samo toliko, od 0,2 pa še nekaj Ethereuma, lahko pošljem čez samo toliko. Grozno. Tam več kot €100 bom, $100 bom izgubila za provizijo na Ethereum omrežju. To je razlika med Ethereum pa med Pushchain omrežjem. No, dobro, zdaj to se bo nekaj časa dogajalo, na Ethereum omrežju morate čakati tudi do 20 minut, ampak tukaj po boju bo šlo hitreje, jaz mislim, da ni veliko ljudi iz tele gor. Sploh, ko Amerika zdajle spi. Kadar se Amerika pojavi, ko se zbudijo, takrat so stvari na omrežjih malo počasnejše in se tudi seveda provizije blazno dvignejo. Zato, ker je promet visok in ker je omrežje, Ethereum omrežje preobremenjeno. In seveda pač tega ne bomo čakali, bomo šli kar naprej, pustimo tole. Tole se bo enkrat pojavilo v denarnici, da ne čakamo. Pojdimo na PulseX. PulseX je menjalnica. To je tako kot Uniswap, kot Matcha, kot Kraken, kot Coinbase, s tem, da je to menjalnica na Pulse omrežju. In je seveda decentralizirana, kakor je vse decentralizirano na Pulse omrežju. To pomeni, da nihče nima vaših ključev. Zdaj bomo povezali MetaMask. A vidite, tukaj lahko v bistvu povežete karkoli, dejansko. Tudi Wallet Connect. Jaz sem s tem Wallet Connectom sem direkt se povezala s Ledgerjem, pa je kar delalo. Zadeve so kar če ne se pa povežete MetaMask samo kot most. Definitivno pač kot post pa Ledger. To imate moje videe že posnete o tem. A vidite, kar avtomatsko, on je videl, da nisem na Pushchain omrežju, kar avtomatsko me je preklopil, to je vse narejeno avtomatsko, tako zelo preprosto.
dajte probati, to vam bo všeč, to je kot ena igrica, v resnici pa je vaša manjka, ne. Ja, zdaj tukajle Liquidity, kaj imam na razpolago, likvidnost, to so različni tokeni, različni kovanci, kaj vse imajo na razpolago, vidite potem tukaj, a ne, glavni so Pulse je tako kot Ethereum, Ethereum na Ethereum omrežju je Pulse na Pulse omrežju, ne, to je v bistvu Ethereum na Pulse omrežju, dobesedno. USDC je stablecoin, s katerim se bo dalo veliko delati, tako da, jaz sem pošiljala tudi, jaz imam tudi DAI recimo, DAI kar zaupam, kar v redu. In bomo tudi tole naredili, da boste videli, a ne, pa PulseX. PulseX je pa kovanec od PulseBridgea, a ne. S tem, to so najbolj likvidni kovanci, pa Hex seveda, a ne. Hex je pa kralj vsega, definitivno. Ene Hexov drugače, škoda, jaz jih ne prodajam, jaz jih samo kupujem in samo nalagam. Ko Hex je ena najboljših decentraliziranih depozitov časa, certificiranih depozitov časa, to pomeni, da imajo licenco za to, a ne, tako kot banke isto. Mintra je fajn kovanec v bistvu, bomo tudi šli, Helgo sem tudi odkrila zdaj pred kratkim, zelo zanimiva stvar. Ethereum, wrapped Ethereum, zdaj kaj to pomeni? Zdaj prejle, ko smo poslali Ethereum iz Ethereum omrežja, in ko se bo tukaj pojavil pri meni, to pomeni wrapped Ethereum, se pravi, da ta je spredaj zaradi tega, ker je pobran iz Ethereum omrežja. In zdaj, ko tukaj v Pulse-chainu bo tudi Ethereum, ampak bo imel spredaj P. In če ga pošljete na Ethereum omrežje, bo imel spredaj P. In tako se bo vedelo, da iz kje izvorno izhaja. To pa je zaradi tega, ker bojo imeli različne cene. Ethereum na Ethereum omrežju bo verjetno dosti dražji, kakor če ga pošljete na Pulse-chain. In Pulse-chain Ethereum bo imel verjetno dosti nižjo ceno. Pravijo, da nekateri poznavalci pravijo, da tudi do 1000-krat bo imel nižjo ceno, a ne. Tako da pač trgovati se bo kar dobro dalo s temi stvarmi. DAI, INC je v bistvu, to je pa kovanec, ki ga vi dobivate za aktivnost na tem omrežju, dobivate nagrade in ta kovanec je temu namenjen. Pa USDT, zdaj jaz USDT-ju sploh ne zaupam, tako da z njim ne delam, lahko pa tudi delate, če želite. Skratka, kovančkov imamo tukajle, kakor hočemo, in lahko v bistvu menjate, a ne. Prav na menjalnici, evo, tukajle imam kar nekaj na menjalnici, vsak dan je nekaj novega, tako da se je kar fajn. Pa dajmo nekaj Pulse zamenjati, zakaj? A imamo kaj Hexov? Dajmo kupiti Hexe. Evo. Dajmo 100 Pulsov spremeniti v Hex, swap, da boste videli, kako to hitro gre in koliko so majhne provizije. Sploh ne bom kazala, to preizkusite kar sami. Potrdi, in to tako lahko vidimo tudi že dela na Etherscanu, že vse dela, oziroma na Pulse-chain scanu. In to je moja transakcija, to je transakcija potrjena, v bistvu do 3 sekunde traja, če vsi strežniki delajo tako, kot je treba. Potem traja do 3 sekunde, drugače pa preskoči strežnik, če slučajno ne dela, če pade ven iz obtoka, ne. Tako da super, to so vaše pogodbe, te pogodbe shranjujte, jaz jih vedno shranjujem, zaradi tega, da imam, ker to morate sami skrbeti pol za te finance, ne. Tudi imate bankirja, vi ste bankir. Okej, to lahko ugasnemo. Hex imam že v MetaMasku, lahko pogledamo.
če grem na assets, v bistvu, glejte, sem že dodala kar dosti kovančkov in tudi, kot ste videli, sama aplikacija ponuja, da dodate, če gremo še malo nazaj. Kaj lahko še kupimo, Dajan imamo recimo. Znači, dajmo tulele Ethereum. Max, bomo kar Ethereum, kje si? Toink. Kliknemo, maksimum bomo zamenjali za kaj? Kar za puls. Ne. Hex, dajmo hex. Swap se lahko tudi hex pol. Takole, da bomo dobili dosti heksov. Potrdi. Vidite, tukaj lahko add hex, tu MetaMask samo kliknete in vam bo dodal kovanček noter, dodaj žeton. Tako je narejen, super napuščen omrežju, da vam prav nič ni treba znati, kako se to dodaja noter, iskati pogodbe in te stvari, kakor smo mogli prej na peš delati. Na Ethereum omrežju to še vedno več ali manj peš. Zelo malo kovančkov v bistvu. No, dajmo puls še menja, česa še nimamo, da imamo ničlo. Dajmo takole 100 pulsov, pa dobimo kakšen daj. Tako, potrdi. Vidite, kako gre to hitro. Close. A še kaj rabimo? Še kaj rabimo? USDC-ja ne bomo kupovali. Ne, dobro bo. To smo pogledali, to tudi. Zdaj pa, to je pa za vas verjetno po mojem zelo novo, Mintra. Mintra, to stake testnet Mintra, tole si poglejte. Tole je izjemno zanimiv projekt. Bom ga enkrat malo bolj obravnavala, zdaj že deluje zadeva, že deluje. In sicer lahko Mintro kupite, buy, recimo, se klikne buy in vem, da 100 pulsov, kupimo Mintro, prej ste videli, bi lahko tudi zamenjali. Ker to je vse povezano, to je noro dobro narejeno, da so vsi projekti, so decentralizirani, vsak je nekaj naredil, ampak je vse res povezano. To lahko ugasnemo. No, tako da zdaj recimo imam več Mintre. Tukaj imate vse v bistvu, kaj ste že naredili. Jaz sem to že probavala in dodate lahko likvidnost. To so pari, dobesedno, pa dajmo, ne vem, spet 100. Se je ponucala. In zdaj v bistvu mi predlaga, koliko, to je zdaj para, ne. To je kot farming na Ethereum omrežju isto in pač tukaj pol služite denar. Tukaj vam pove vse spodaj, kaj bo to je vse v vaši denarnici, vse to imate vi ključ in je deljen bazen, share pool in v bistvu vi date na posojo ta par, toliko minte in toliko pulse chaina oziroma pulsa in zato boste dobili nazaj toliko recimo pač obresti. Obresti dobivate, a ne. Tukaj, če se strinjate v bistvu s tem, potrdite, ja. To ste zdaj vi bankir. Vam ni treba iti na banko pa to delati, pa vam odsurijo še, koliko poberejo, ne vem, jurja, 500 € ali koliko, 30, nimam pojma, poberejo še zato, da vam oni to naredijo. Tukaj vse sami delate, samo rabite pol ure časa, da to preučite in ste zmagali, ne.
Se pravi, to lahko farmate. Zdaj INC puls, tako. INC v bistvu boste dobili, kaj čemo, Harvest, dajmo tole probati. Harvest. Ali se igrajte s tem. Tudi pojdite pogledat na spletni strani. Evo, transakcija se je že zgodila. In zdaj bom jaz dobivala, zdaj sem dala to v bistvu stekati dobesedno, pare. Aha, INC. Dobro, tole je zdaj bilo poslano v mojo denarnico. Pojdimo pogledat, to transakcijo si lahko pogledate, super. Pojdimo pogledat, sem INC dobila. Ja, sem, glejte. Se pravi, jaz tisto, kar sem dala stekati pred nekaj dnevi, ne, sem že s tem harvestom dobila nazaj nekaj. Zdaj, zakaj je to dobro? To je dobro zaradi tega, da vam ni treba pulsa pa heksa pa teh res pomembnih kovancev prodajati. Vi lahko date v te pule noter in dobite nagrade in potem pa prodate ta kovanca, ne. Ta kovanc, če vam lahko ga pošljete komu, lahko ga pa prodate pa zamenjate, recimo, ne. Zdaj sem tolikole zaslužila, to sem dobila zastonj. Zato, ker sem svoja sredstva dala na razpolago drugim ljudem. Če grem na, tale INC, evo, INC, pa ga zamenjam v heks, ne. In imam spet hekse in dam še hekse spet na depozit. Kliknem, hočem vse zamenjati, swap. Takole se služi potem na tem omrežju. In to je lahko vaš posel. Zakaj pa ne? Ker se da kar dobro zaslužiti, a ne. Ali se igraš in zdajle, dokler je testna mreža, se igrajte, da boste razumeli, a ne. Da boste vidite, imam nič INC-jev, heksov imam pa zdaj več. Heksov je pa več, a ne. To je zdaj moja denarnica MetaMask. Super. Saj bom dala vse te povezave spodaj. Gremo naprej, Maxi. Maxi se je zaključil včeraj. A se je? Ali je še? Ali je še? Bomo probali, če je še. A ne, en dan je še. En dan imate še časa, če boste danes gledali 29. se pravi, tale video, imate še čas tale Maxi dobiti zastonj, a ne. Zdaj, kako ga dobite, ne nikar pošiljati tole, saj sem posnela video, si poglejte, a ne. Torej, kliknete Mint, MetaMask, skonektate, to preberete. Če imate na Ledgerju, v bistvu, kar ste stekali, heksov, to je vezano na hex stake. Okej, poveži. Ja, zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker jaz tukaj noter nimam nič, a ne, pač ne morem pokazati, ampak saj sem pokazala v bistvu v prejšnjem videu Maxi. Tako da dobite dol, a nekaj se je zgodilo, Mint Maxi. Ja, v tej denarnici nimam pač nič, a ne. Če v tisti denarnici, ki imate hekse, morate imeti likvidne hekse, no, likvidne hekse. Toliko heksov, čakajte. A bo videl? Mislim, da ne, ker tole je zdaj prav na Ethereum omrežju. Ne, ja, preklopil mi je na glavno Ethereum omrežje, tukaj pa je, to so pa čisto resnični Ethereumi, jaz pa v tem omrežju seveda nimam nič, na MetaMasku nimam nič, a ne.
Torej, morate imeti ta prave hekse na ta pravem omrežju, zdaj je še zaenkrat na Ethereum omrežju, in jih zamenjate pač za Maxije, a ne. Zdaj, kaj je fora Maxija? Što se v temu, da bo to šlo na 15 let stake, in sicer vsi, ki so noter v poolu, če pogledamo dashboard, če pogledamo, vsi, ki smo vložili v bistvu v tole, pač ni važno, koliko ste vložili, 10 evrov, 100 evrov, 1000, ni važno, nekaj ste vložili, recimo, nekateri. Tukaj se vidi, koliko je koliko je vseh heksov vloženih. Tokle. To so vsi ljudje, ki smo vložili tokle heksov. To je ogromno, ne. In to bo en velik stake na 15 let. To bo super, a ne. To, čakajte, a se vidi, koliko je T-shirtov. Treasury. Tudi hedrone bomo dobili, to je super. Aha, ja, je. Wow. Če bi sami vložili tistih 100,000 evrov v heks, ne bi dobili enega T-shirta, tudi slučajno ne. Bi-share, nekaj bi-shareov, kar pomeni zelo, pač je nagrada, ampak ni toliko velika. Tako da 32,559 T-shirtov. A veste, kakšna nagrada bo to na koncu čez 15 let? Wow. In tisti, ki smo vložili noter, v bistvu bomo prejeli pač delček te nagrade, a ne. Tukaj gor na vrh bo pisalo, kakšen delček imate vi, če ste noter vložili, a ne, pač jaz, če dam svojo denarnico, ta pravo sem noter, se vidi, se točno vidi, koliko je moj delež, koliko bom jaz dobila. Je pa tako, da hedrone, ki jih dobite, lahko prodate, ne, če hočete. Ali jih držite 15 let in jih potem nazaj zamenjate za heks plus nagrade, ali pa jih prodate. Če ste v stiski, jih lahko tudi prodate na trgu, kjer so hedroni. To pomeni, da prodate tole, svoj delež. Svoj delež v tem velikem poolu boste prodala, ne. So pa hedroni likvidni. Maxiji, pardon. Kaj govorim? Niso hedroni, Maxiji so to. Maxiji, ne. Da ta funkcija redeem, jo lahko kadarkoli unovčite, se pa splača, to je to, da zamenjate nazaj, a ne, pač absolutno se splača to šele po 15 letih, ko bojo heksi likvidni v bazenu. Ne zdaj, a ne. Naslednjih 15 let ne priporočam te funkcije sploh uporabiti. Lahko pa lahko pa Maxi kovanec prodate na prostem trgu, če želite. Jaz ga ne bom. Dogecoin. To je pa ena zelo, to je meme coin, ne, se piše meme coin. Meme coin pomeni, da zadaj ni prav nič, Pulse Dogecoin je to. V glavnem lahko ga kupite, če hočete. Je že na razpolago, ali pa v bistvu kliknete claim airdrop, kar pomeni, da ga lahko dobite tudi zastonj. Connectate wallet. Zdaj bo treba, a vidite, na puščajno vse prepozna, vse dela samo. Prepozna, da ni ta pravo omrežje in tako. Morate pa sami dati omrežje noter v MetaMask, o tem pa sem tudi posnela video, kako to naredite. In dobite PLSD-je, a ne, če claimate zadevo. Claim PLSD. Ja, to je zaradi tega, ker nisem ta prave denarnice, a ne. Pač vi morate skonektati tisto denarnico, na kateri imate heks stake gor, a ne, pač heks vložek, in boste lahko dobili zastonj tele kovančke.
jaz sem to naredila, in za Staker app in v in pač prek MetaMask, kot bridgea v Ledger, ker imam in na Ledgerju in pač na Staker appu imam vložke. In zdaj na Staker appu sem imela malo težav, ampak je pol šlo kasneje, ko so to popravili. In zdaj gre, no. Če bi koga res tole zanimalo, lahko posnamem video, kako se to naredi po korakih, step by step, v Stakerju. Če ima kdo v Stakerju, na primer, ne, vam lahko to res posnamem, ni problem. Samo vprašajte me, pa to mislim, da nekaj časa bo še trajalo, Tako da tole se vam splača, no, pa tako za štos lahko držite več kot 5 let v denarnici in boste videli, kaj se bo zadeva zgodila, lahko da bo šlo ful gor, a ne. Lahko da bo tale Pulse Dogecoin ljudem zelo všeč, pa bojo vlagali v njega, veliko trgovali z njim in bo šla cena gor. Lahko pa tudi, da ne, a ne, pač to je meme coin, a ne. Zadaj ni dejansko ničesar, je pa dober programer, ki je naredil Pulse chain. Gremo pogledat, kaj imamo še. Fiat. Ja. Fiat se pa kaj danes čez 6 ur začne. Danes, a ne. To je tudi en kar zanimiv projekt. Pojdite prebrati v bistvu, za kaj gre. Gre za governance token. Governance token, v bistvu gre pa za to, ta kovanec bi rad pomagal Hexu, da pridete čakajte, tukajle je ta video, Cory Costa, tega lahko pogledate, tukaj je v bistvu ustvarjalec tega. Ta video si lahko tudi pogledate, a ne. V angleščini je, ampak se da v slovenščino tudi prevesti, če želite. V glavnem vprašanja imate tukaj, zakaj gre, kaj je Fiat. Evo, to lahko kopirate besedilo pa v Google prevajalnik, pa če ne veste, lahko pa tudi mi pišete, pa lahko o tem projektu tudi kaj napišem, ke bo kar zanimiva stvar, moram reči, kar zanimiva reč. Fiat. Dajmo tole klikniti. Fiat.io. Ja, tako na tak zelo preprost način povedano, zakaj gre, a ne. Vi v bistvu lahko potem, kaj lahko delate, lahko na platformi sharate, se pravi delite, pa zato dobite nagrade. Nagrade boste lahko dobili in pa stejka se lahko v bistvu. Tudi stejka se lahko preko te platforme. Samo malo. To je ta zadnja stvar, ke sem jo jaz probavala. Da vidim, če tale Fiat staking. Ja, evo, to je v bistvu tole je testna mreža. Testnet Fiat, testnet.fiat.io. Pa imate tule trge, a ne, s katerimi pari lahko dejansko delate. Jaz sem že tole testirala in tako da lahko vidite, imam Fiate sem nabavila in pa testne PLS-je, Hexe. To, če kliknete depozit, recimo Helgo, depozit, ne vem, Hex, pa vpišete tulele, ne vem, 5 heksov hočem dati na depozit. Vidite, koliko je to preprosto, noro dobro narejeno, vse, kar je narejeno na tej mreži. Potem je treba tole Hex, yes.
Kje je zdaj gumbek za naprej? Review. Back. 5 heksov, continue. Change network. Glavno omrežje, se pravi, morate včasih malo prebrati, da sem dala na testno mrežo, tale pa nisem preklopil. No, zdaj, a vidite, zdaj se pa je zgodilo, takoj, ko sem dala, to je fajn, da sem naredila to napako, da vidite, zato je tudi testna mreža fino, da jo probate. Torej, čim sem spremenila na ta pravo omrežje, je takoj zaznal, da bi jaz rada 5 heksov dala na depozit. Kliknem, MetaMask se odpre. Se tudi, če delate z Ledgerjem, se vam isto takole MetaMask odpira, s tem, da imate gor na vrh, namesto od MetaMaska naslov, imate od Ledgerja naslov denarnice. Evo, tako. V glavnem, lahko si tudi seveda pogledate v Explorerju pogodbe, spravite si te pogodbe, jaz jih kar spravljam stvari zaradi tega, če ne zaradi drugega, zato da sama sebe spomnim, da sem nekaj naredila, dobila, da se nekaj dogaja. Ali pa tudi zaradi dokrije včasih dobro, no. No, če vas kaj za rokav pocukajo, da vi dokažete, od kje vam denar, ne, da je to od tega, ko ste tule dali, recimo zdaj kot primer, ne, da ga niste ukradli ali pa oprali ali pa samo v tem je štos, ne. Dobro. In v glavnem, zdaj toliko, kakor imate gor sredstev na tej platformi Fiat, toliko si lahko tudi sposodite. Jaz sem si nekaj, zdaj tukaj si upam sposojati, drugače jaz ne vem, če bom, to je treba kar dobro je treba v bistvu naštudirati, kaj si lahko sposodim še nekaj Fiata, ali se lahko še kaj drugega sposodim. Borrow, klik na to, pa da vidimo, če se da. Zdaj, če klikam maksimalno, si lahko tokle sposodim. Ja, zakaj pa ne? Saj je testna mreža. Zdaj, če se strinjate s tole obrestno mero, kliknila sem gor, ja, se strinjam, gremo naprej. Drugače, toliko boste plačala, ne, obresti, če se sposodite, oziroma jaz bom plačala, Borrow. Oziroma to posodiš, no, posodiš. Torej, ne, da bom plačala, dobila bom, interes je dobiček. Evo, a vam bo banka dala 3,18% dobička, če nekomu posodite? To je zdaj šlo v skupni pool, ne, se pravi, ne vem, če vam bo banka dala to koliko. Mislim, da ne, da ni variante. Tako da vi ste zdaj pač svoja banka. Okej, tole sem posodila, zdaj nimam nič več na razpolago. Kaj lahko še kaj posodim? Helgo. Pa dajmo, zakaj pa ne? Evo, 6% bom dobila, wow. Wow, dajmo, posodimo, se strinjam s tem. Vsakič plačate nekaj malega PulseX-u, se pravi menjalnici, oziroma pač mreži Pulsu, plačate nekaj provizije. Ampak te provizije so toliko majhne, da ne vem, če boste porabili v celem letu za vse transakcije 1 evro, vprašanje. Tole je res fajn. Zdajle se malo zataknili. Ne, ni, je, v 3 sekundah se je naredil. Back. Continue.
Ne, back bi jaz rada, tako, vidite, fajn, fajn gre. Hedrone sem tudi dobila. Smo videli, koliko bomo hedronov. 3,27%, ja, super. No, takole se lahko igrate, v glavnem, in slušajte, to so pasivni prihodki, ker ljudje bojo, nek error se je pojavil, šel error, bla, bla. To pol probate še enkrat, a ne, pač lahko, da naletiš ravno na kakšnega validatorja, ki je tisti trenutek izpadel, ali se pa celo ne da. To je treba še malo potestirati. No, takole. Pa smo prišli dejansko do konca, tako da vidite, kaj vse v bistvu se da. Jaz bom te linke dala v opis spodaj v današnji video. Pa šerajte, v bistvu delite tale video, če se vam zdi koristen, komentirajte, kaj lepo prosim, pa zvončka priklopite, pa like stisnite, v glavnem vse te stvari pomagajo, a ne. Pomagajo, da čim več ljudi vidi te moje videe, da tudi čim več ljudi pride in pač, da tudi mene tale YouTube uvršča malo višje s temi videi, da res čim več ljudem pomagamo priti do financ, da jih obrnemo tam, ke so bolj varne. Po boje, to je moje mišljenje, ni moj nasvet, to je moje mišljenje, in pa tam, kjer dobiš več, ne, ker pojdite na navadno banko, pa probajte tole, kar smo zdajle tukaj probali, ni šans, a ne. Dobro, lepo bodite, pa kaj komentirajte, bi bilo res fajn. Lep dan, nasvidenje.